Živijo. Živijo. Preden začnemo s tem videom, bi se rada ful zahvalila vsem. Ta teden smo končno dosegli mejnik, en velik mejnik na najnem kanalu, 1000 naročnikov, tako da res hvala ful vsem. In res upava, da bomo še naprej lahko sodelovali, da boste še naprej spremljali najin kanal, delili najine videe in širili dobro besedo v najo. Pa tako, upava, da se vidimo pri 2000 naročnikov. Ali pa še veliko več. Hvala vsem še enkrat, zdaj pa lahko začnemo z videom. Živijo. Sva Davor in Andraž iz Sweet TV in danes bova za vas naredila eno res super primerjavo med dvema mid-range srednjim cenovnima telefonoma, ki sva jo že dolgo hotela dobiti v roke. In sicer gre to za Samsung Galaxy A72, res odličnim telefonom srednjega cenovnega razreda, in pa OnePlus Nordom, ki je lansko poletje tehnološkemu svetu pokazal, koliko dober telefon se da narediti za tudi neko sprejemljivo ceno. Ampak eno leto je naokoli in midva morava pogledati, če je Nord še zmeri nesporni kralj v tej kategoriji ali pa če je na to mesto prišel nov šerif. No, šerif pa bo prišel do vas, če se ne boste prednaročali na najin kanal in naj spremljali na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku, da boste na tekočem z vsemi najnovejšimi novicami. Od A72 sva vam več povedala v enem izmed najnih prejšnjih videov, ki bo pripopan tukaj zgori nekje. Tako da ne bova šla prav v podrobnosti glede teh specifikacij, bova pa povedala, kako se napram njih primerja OnePlus Nord. Zdaj, če začnemo z zaslonom. Oba telefona imata AMOLED zaslone, le da je od A72 zaslon malo večji. Pri njem je diagonala zaslona velikosti 17,018 cm, pri Nordu pa 16,36 cm. Oba pa imata enako resolucijo in osveževanje zaslona pri 90 Hz. Ima pa Nord več pikslov na inč, kolikor jih ima A72, se jih ima 408, Samsung jih ima pa 393. Čeprav je pa Samsung svetlejši, ker dosega lahko tudi do 500 nitov, medtem ko jih OnePlus Nord doseže do 430. Obema pa zaslon ščiti tudi Corning Gorilla Glass 5. Zelo izenačeno in težko izbrati tukaj zmagovalca, mogoče nama na prvi pogled malo bolj všeč OnePlus Nord, ker nima toliko debelega robu oziroma ni toliko oglat, kot je recimo Samsung. Tako da to se nama zdi, da je tudi pomembno nekako, ker ostalega mogoče povprečen uporabnik sploh ne opazi toliko, tako da tudi dava prednost OnePlus Nordu. Kljub temu pa sprednjega dela nimata čist enakega, ki pride do kamere. Ne. A72 ima samo eno luknjo tukaj na sred, ima širok objektiv velikosti 32 megapikslov, s katerim lahko snema tudi video v resoluciji 1080 pik, pa do 30 fps-jev. Nord ima prav tako širok objektiv tukaj pri kraju velikosti 32 megapikslov, zraven pa še ultra širok objektiv velikosti 8 megapikslov, da lahko tudi recimo selfie zajamete več subjektov, več oseb noter. Videe pa lahko prav tako snimate v 1080 pikah, ampak do 60 fps-jev. Na zadnjih objektivih načeloma te razlike ni. Oba telefona lahko snemata pri 4K do 30 fps-jev, ampak pri nama je bila neka čudna razlika. Na OnePlus Nordu sva lahko v 4K snimala, tukaj pa ni hotel, ne veva pa, zakaj je prišlo do te razlike. In ko že govorimo od kamere na hrbtu, Samsung A72 ima 4 objektive. Glavnega velikosti 64 megapikslov, telefoto objektiv velikosti 8 megapikslov, ultraširoki objektiv velikosti 12 megapikslov in pa 5 megapikselsti makro objektiv. Tudi Nord na drugi strani ne skopari z objektivi, ima glavni objektiv velikosti 48 megapikslov, ultraširoki objektiv velikosti 8 megapikslov, globinski senzor velikosti 5 megapikslov in makro objektiv velikosti 2 megapikslov. Izbira kamer pri A72 se nama pa sigurno zdi boljša in tudi bolj premišljena. Tudi zato, ker je Samsung vključil še telefoto objektiv, ki je po najinem mnenju bolj pametna izbira, kot pa globinski senzor pri OnePlusu. Se lahko zoomira do 3-kratne hibridne povečave in 30-krat digitalno. Nord pa pač tega ne more. Ne.
ampak objektivi gor ali pa dol. Važne so fotke, ki jih naredijo. Ja, kako so se pa tukaj v bistvu odrezali telefone? Pri dnevnih fotkah si nekako telefona izmenjujeta udarce, s tem, da Samsung malo bolj posvetli in barvno nasič fotografije, Nord pa da večji poudarek predvsem sencam in pa tudi bolj naravnim barvam. Selfiji pri obeh so podobni, s tem, da A72 bolj pravilno zadane odtenek kože, ampak oba delata dobre selfije, brez kakršnega koli popačenja. Zopet pa je tukaj tako odvisno od osvetljave tudi. Še največja razlika se nam zdi, da je pri nočnih fotkah, kjer se v OnePlus noter prekrade malo več šuma kot pri Samsungu, ampak tudi ne čist pri vseh fotkah. Je pa res, da je Samsungov sistem kamer bolj raznolik in bolj dosleden kot pa pri OnePlusu. In več modov za slikanje ima tudi Samsung. Pri Zoomu je pa itak jasen zmagovalec Samsung, ker ima tudi ta telefoto objektiv, o katerem sva govorila. Torej bi rekla, da pri kategoriji kamer na koncu zmaga Samsung, že zaradi same večje raznolikosti, ker ima pač ta telefoto objektiv. Zdaj, software bo za vsakega uporabnika nekakšna stvar okusa. Oba imata za operacijski sistem naložen Android 11, vendar pa imata čez enega dane različne skine. A72 ima One UI 3, Nord pa Oxygen OS. Samsungova koža je tradicionalna bolj polna funkcij in svoj telefon res lahko oblikujete čisto po svojem okusu. OnePlus pa daje poudarek na hitrosti, da je uporabniška izkušnja bolj tekoča in da so posodobitve hitre. Kakor sva rekla, tu težko izbereš boljšega in je res nekakšna stvar okusa in pa tudi navade. Tako da rečeva, da je tukaj izenačeno. Telefona se najbolj razlikujeta mogoče še celo po čipih oziroma procesorjih, ki jih imata. A72 ima za srce telefona Qualcomm Snapdragon 720G, Nord pa 765G 5G in tukaj ima to prednost pred Samsungov, se je njegov čip na papirju skoraj v vseh kategorijah boljši kot pa od Samsunga. Ima pa tudi manjšo velikost tranzistorja, 7 nanometrov napram 8 nanometrov, poleg tega pa podpira tudi 5G, kar ga Samsung A72 ne podpira. Norda prav tako lahko dobite v vseh konfiguracijah RAM-a z 6, 8 in 12 GB RAM-a, A72 pride pa samo z 6 in 8 GB RAM-a, tako da glede teh konfiguracij in hardvera v tem primeru bi dala prednost OnePlusu, sploh zato, ker imamo mi 12 GB, 256 GB prostora. To raznolikost pa najdemo tudi pri shrambi. Nord pride 64, 128 in 256 GB notranjega spominja, A72 pa 128 ali pa 256 GB, ampak dobro, če smo pošteni, 64 GB je res premalo in bi vsi telefoni mogli začeti z minimumom vsaj 128 GB. iPhone. A72 pa vrne udarc Nordu pri spominskih karticah, saj sam omogoča razširitev spomina tam do 1 terabajta. Nord pa sploh nima reže za spominske kartice, omogoča samo dvojni SIM. Težko je zdaj izbrati, kaj je boljš, ker je odvisno tudi od zahtev uporabnika, kakšen uporabnik ste, ampak vsem daje vam manjšo prednost Samsungu zaradi te spominske kartice. Oba telefona podpirata tudi odklepanje zaslona s čitalnikom prstnega odtisa pod zaslonom na sprednji strani, pa tudi s prepoznavo obraza. Če pogledamo še proti bateriji, tukaj načeloma Samsung čist povoz, OnePlus Norda Galaxy A72 ima res orjaško baterijo s 5000 mAh, proti kateri se Nord z velikostjo 4115 mAh lahko sam skrije. Nord ima sicer vsaj hitrejši polnilec, polne se s 30 W, ampak spet ni tako velika razlika, ker se A72 polne s 25 W, ampak ja, ni ta razlika taka, da bi dala lahko prednost Nordu, ker je še zmer Samsung ima res ogromno baterijo. Nobenega izmed njih se ne da brezžično polniti, tako da glede na vse, kar sem povedal, dava tudi prednost Samsung. Ko smo že pri žicah, A72 ima 3,5 mm vhod za slušalke, Nord pa ga nima, ker je kar malo presenetljiv, če so čisto iskrena, glede na to, da gre za sreden rang telefonov. Samsung ima tudi stereo zvočnike s tehnologijo Dolby Atmos, tako da ima bolj prodoren in glasnejši zvok. Poleg tega OnePlus nima certifikata za kakršnokoli zaščito proti vodi in prahu, A72
ima pa certifikat IP67, tako da spet prodom do zmaga Samsung. Zdaj počrpam. Telefona sta si nekaj cajta podajala štafeto in kar nam je bilo smešno, je to, da je enkrat imel prednost eden pri eni stvari, samo zato, da je naslednjič druga stran imela neko funkcijo, ki jo ta prva nima. Ampak če morava izbrati tukaj zdaj zmagovalca, bi rekla, da dava še vsem prednost Samsung A72, ker ima več funkcij, ki so mogoče za povprečnega uporabnika tudi bolj uporabne in bolj važne, recimo to so sistem objektivov oziroma kamer, večja baterija in pa tudi vhod za slušalke. Pa še novejši je, čeprav smešno je to, da ima slabši procesor. Glavna opazna prednost, ki jo ima pa OnePlus Nord, je pa ta, da ima sigurno boljši procesor in da ta procesor tudi 5G omrežje podpira, kar ga dela bolj odpornega na prihodnost. Pa da od odličnega unboxinga in pa take super lepe škatle sploh ne govorimo. Ima pa OnePlus, tako kot vsi ostali telefoni pri OnePlusu, tudi mute switch oziroma drsalnik za utišanje zvoka. To bi po najmenjem mnenju, kot smo že povedali v videu o OnePlus 9, mogli imeti vsi telefoni, ja, ker je to res super zabavna stvar in super priročna stvar. Samo ok, ima pa stvari, ki mu manjkajo. Take stvari, ki bi jih od srednjocenovnega telefona nekako pričakoval, recimo to so vhod za slušalke in pa tudi podpora za spominske kartice. Ker tega ni, je po najinem mnenju zaslužen poleg ostalih stvari zmagal Samsung, čeprav sta oba telefona odličen nakup za svoj denar. Janič, to je bilo za danes z najne strani vse. Napišite nama dol v komentarjih, če vas še kaj zanima od teh dveh telefonov, ali pa če nama posodite kakšen telefon, ki bi zanimal tudi preostale naročnike, da ga ocenva. Midva se za danes od vas poslavljava in vas vaba, da naju spet gledate naslednji teden. Ali pa čim prej. Takrat pa ostanite zdravi in se vidimo v naslednjem videu. Čau!